Lepo pozdravljeni, dobrodošli v mesečnik za februar leta 2021. Moje ime je Lili Sorum in pogledali bomo, kaj imajo števila za povedati o tem mesecu. Povedali bomo malo več tudi o številu 2, naredili bomo pregled števil življenjske poti od 1 do 9, se pravi, kaj pa vam prinaša mesec februar. Povedali bomo, kako lahko numerologija pomaga. Marsikaj zanimivega se nam obeta, kar začnimo. Torej, veliko dvojke imamo, 2021 ima 2 dvojki, februar je drugi mesec, torej v ospredju bodo znova odnosi. Ampak po eni taki posebni numerološki formuli, februar je na nas vpliva število 7. To pa simbolizira tudi našo podzavest. Poglejte sence za mano. Naj vas vsakič, ko bom jaz mahala in bo za menoj takole odsev, to spomni na to, da imamo vsi preteklost za seboj, da imamo vsi takšne in drugačne zapise v naši podzavesti, malo lepše, malo slabše. Predvsem pa to prihaja na plano v odnosih. Kajti, če smo mi doma in sedimo na kavču, tako kot zdaj tole delam jaz, nas težko nekaj tako zelo strigira, se pravi, se težko zgodi nek sprožilec, ki v nas prebudi reakcijo. Če bi vedno samo meditirali, pa samo počivali, pa brali knjige, pa gledali filme, ja, sigurno bi se nam kaj čustveno dogajalo, ampak zagotovo pa to ne bi šlo v globine. Torej, ja, podzavest bo potrkala na naša vrata. In to se bo odražalo v vsakdanjih situacijah, ko vas bo nekaj morda popolnoma normalnega, vsakdanjega, nič kaj tazga zmotilo, zrevoltiralo. Pa potem lahko rečemo, da je kriva polna luna ali pa retrogradni Merkur, lahko se zgovarjamo na karkoli, v resnici pa poglejmo vase, v našo podzavest, v našo preteklost, ki včasih takole, gledajte, kako viče, zgleda senca od mene. Torej, ne se bati februarja, ampak uporabite to energijo za to, da pogledate vase, svojo preteklost, svoje odnose in vse to, kar se odraža danes, tukaj in sedaj v odnosih, katerih del ste sedaj. In najbolj pomemben odnos, ki ga gojimo celotno življenje, od rojstva do smrti, je odnos do sebe. Torej, bodite v februarju bolj nežni do sebe, čim večkrat se vprašajte, kako sem. Kolikokrat srečamo soseda, sodelavca, znanca, rečemo, stari, kako se kaj dogaja, pa nas zanima, kaj se je nekomu zgodilo v tem času, ko se nismo videli. Kolikokrat sebe vprašate, kako si, kolikokrat si sploh posvetite ta posvečeni čas za sebe. Veliko govorimo o posvečenem času v odnosih, o kvalitetnem času, vse ni važno, kateri izraz izberemo. Kolikokrat si vzamete čas v resnici sami zase, za svoje misli, za svoje občutke, za svoje doživljanje. Večplastna osebnost smo. Eno je fizično počutje, ki je seveda zelo evidentno. Če nas boli glava, če smo poškodovani, če smo bolni, zdravje je sploh zaradi te pandemije v ospredju v tem času, veliko več pozornosti polagamo temu. Kaj pa čustveno doživljanje? Je tudi kar tako, bom rekla, očitno, ko smo prizadeti, ko smo žalostni, ko smo jezni, to opazimo. Ko smo veseli, tudi opazimo. Ko smo zaljubljeni, to ponavadi najprej opazijo okolica, pa šele potem mi. Kaj pa duhovno prepričanje? Kaj pa naša duhovna rast? Duhovno počutje. Kako se vaša duša počuti? Celo smo predelali, srček smo predelali. Tudi duša je pomembna. Tudi vi kot osebnost ste pomembni. Se razvijete, rastete. Če pogledate 10-15 let nazaj, ste zadovoljni s svojim razvojem. Vse to bodo vprašanja, ki se bodo postavljene v ospredje v mesecu februarju. Dobra novica pa je, ko smo tako zelo menjali to preteklost, nesporazumi iz preteklosti bodo po vsej verjetnosti se prikazali v drugačni luči. To pomeni, da morda boste lahko nekomu, ki vas je narobe razumel, ki vas je mogoče tudi kaj zameril, lažje razložili svojo plat zgodbe. In obratno, morda ste bili pa vi prizadeti, pa boste zdaj celotno dogajanje, celotno situacijo, celotno zaplet, da tako rečemo, videli v drugačni luči. Ali zdaj se to klasificira kot nesporazum ali ne, je popolnoma vseeno, neka drugačna resnica, povezana s preteklostjo, prihaja na plano. Če potrebujete pogovor, če želite nekaj razčistiti, potem je zdajle februarja pravi trenutek za to. In ko govorimo o razčiščevanju, povejmo še, da je februar fantastično obdobje tudi za razstrupljanje tako fizičnega telesa,
kot naših čustev, kot naših misli. Se pravi, gonili ste tudi delo z afirmacijami, delo z našimi miselnimi vzorci je v tem času v ospredju. To pomeni, da lahko lažje dosegamo boljše rezultate. To ne pomeni, da bodo vaši miselni vzorci potrkali na vaše vrata in rekli: "Ej, čau, jaz pa si ne bi več tega šel, se lahko spremeniva." Delo bo vseeno potrebno, predvsem pa pogled vase. Jaz vem, da bom to v tem mesečniku še milijonkrat ponovila, ne mi zameriti, ampak se mi zdi zelo ključnega pomena, kajti smo v letu, ki bo dinamično, ki bo seveda nekako pritiskalo na naše sprožilce in takrat je lažje odreagirati. Prava moč, dragi moji, pa ne leži v reakciji. Ne leži v tem, da vas nekdo sprovocira, pa mu pol vitko dobro nazaj poveste. Ne leži v tem, da vas vsaka drobtinica, vsaka malenkost zmoti. Leži v vaših izbirah, v vaših odločitvah, v vaši integriteti in to bo izziv tega meseca. Ali ne glede na to, da ste morda pod stresom, da ste morda neprespani, da vas nekaj zelo skrbi ali pa ste nefrišno zaljubljeni in vas je čisto odneslo, ravnate korektno, spoštljivo in ostajate v svoji integriteti ali ne. To je ena taka zelo močna rdeča nit letošnjega leta. Verjamem, da ste me tudi že prej in tudi drugje že slišali o tem govoriti in še me boste, ker je to zelo pomembno. Vi, kdor ste vi, ste pomembni. In vi ste del celega sveta in celega vesolja in ne misliti, da ste zanemarljiv delček celega sveta in celega vesolja. Ste pa polovica vsakega odnosa, katerega del ste. In v mesecu februarju bodo v ospredju toksični odnosi, se pravi, pomembno bo, da boste postavili mejo, pomembno bo pa morda celo bolj kot postavljanje meje, pa odmik. Torej, januarja smo govorili predvsem o tem, da smo se postavili za sebe, da smo morda tudi komu rekli ne, da smo mogoče, ko smo govorili o samodisciplini, čeprav mi ta beseda ni najbolj všeč, smo govorili tudi o tem, da rečemo ne sebi, o nekih zdravih navadah in drugačnih vzorcih. Zdaj pa govorimo o tem, da včasih ne moremo zmagati. Če imamo na drugi strani osebo, ki je hudo vase zagledana, ki misli in je prepričana, da se cel svet samo okoli nje ali okoli njega vrti. Če govorimo o hudem primeru narcisizma, tukaj, dragi moji, ne morete zmagati. To so osebe, ki potrebujejo pomoč, to so osebe, ki morajo same spoznati, da delujejo mogoče ne najbolje in zelo dvomim, da vam bo to mogoče v tem trenutku uspelo tako nekako skomunicirati, da bi dojeli, da delajo narobe, kajti ko je nekdo prepričan, da dela vse prav, vam seveda ne bo verjel, da je kaj naredil narobe, če pa vedno dela vse prav. To so ljudje, ki so se sposobni takole vam zlagati, v oči vas gledati in vam lagati. Oni ne vejo, da lažejo. Oni so prepričani, da govorijo resnico, da govorijo svojo resnico in svoje doživljanje. To, da je ta resnica zdaj v ponedeljek takšna, pa v torek drugačna, pa ko vem, kaj ni prav, spet čisto drugačna, tega oni ne vidijo. Vsi poznamo take osebe, ki kar nekako nadgrajujejo zgodbe, pa vedno so neki novi igralci, pa podrobnosti, za katere prej nismo slišali. Od takih oseb, če so v vaši neposredni bližini, če imate veliko stikov z njimi, če vas zatirajo, zaničujejo, ne spoštujejo, se dajte v tem času odmakniti. Tudi če se boste potem marca znova družili, se bi zdi zelo pomembno, da februarja naredite neko mejo in se fizično, čustveno, mentalno, psihično odmaknete. Če govorimo o času razstrupljanja, naj bo potem to tudi obdobje, ko se ne zapletamo v pregovarjanje, kdo ima prav, v kaj je kdo rekel, kdaj je rekel, komu je naredil. Pustimo to, pustite to, toliko imamo dela, vsak pri sebi s temi našimi senčkami, ker smo vsi le človek, ker smo vsi tukaj, da bi se znova naučili nekih stvari, ki smo jih morda v prejšnjih življenjih, če smo nagnjeni k temu, da verjamemo reinkarnacijo, se naučili pa pozabili. Kot nekdo, ki je 10 let delal v jaslih, vam lahko povem, da se rodimo z vso modrostjo sveta, pa jo potem malo pozabimo. Torej preprosto gre velikokrat za to, da naša podzavest vse te zapise, vsa ta znanja že ima. Ko smo se rodili kot otroček, se nismo ubadali s tem, a ima mami drug dan službo, a je oči slabe vole. Ko smo bili lačni, smo zajokali. Ko smo bili tečni, smo jokali. Ko smo bili slabe vole, smo mogoče tudi cepetali. Nismo se kaj zelo ozirali na našo okolico, to nam je bilo priučeno. Ne trdim, da je to prav. Ne trdim, da je sebičnost pravilna pot. Trdim pa, da smo se znali zase postaviti in da smo znali naši starosti primerno
izraziti svoje čustva. In februarja gre preprosto za to. Naučimo se pogovarjati s seboj, prisluhniti sebi in na to izraziti, kar čutimo na primeren način. Se pravi, ne se po tleh metati, ne se petati, ne kričati, ampak nekako preobrazite čustva v besede, v stavke. In kot sem prej rekla, lažje bo razčiščevati nesporazume, kar pomeni tudi, da bo lažje, da je mogoče malo bolj racionalen in lažje razumljiv način stvari skomunicirati tistim, ki vas sicer ne razumejo. Torej, izkoristite februar točno za to. Povejte vse tisto, kar vam leži na duši, tistim, katerim to gre. Ne jamrati, ne se pritoževati, ne se sami sebi smiliti, ampak bodite tisti, ki boste stopili v svojo moč, prevzeli iniciativo in se pogovorili. Če boste na drugi strani naleteli na gluha ušesa, je pa to seveda zgodba, v kateri boste potem razmišljali, ali se boste odmaknili, kako boste tukaj zdaj naprej peljali. Malo več o tem bomo spregovorili tudi marca, takrat bo v bistvu ta neka odločnost stopila v ospredje, v tem trenutku pa predvsem analiziramo, razmišljamo. Sedmico povezujemo tudi z duhovnostjo, povezujemo z ezoteriko, povezujemo z višjim namenom, zato bi se tukaj zdaj dotaknila tudi soulmateov, se pravi sorodnih duš ali twin flameov, duš dvojčic. Mnogokrat so dušni dogovori vse prej kot hollywoodski film. Mnogokrat se zgodi, da v bistvu tiste osebe, ki nam pridejo tako zelo blizu, ki so nam tako zelo poznane, je občutek, da se poznamo 100 let. So tiste dušice in tiste osebe, ki nas lahko zelo prizadenejo, ali pa zelo zbudijo, ali pa zelo spodbudijo. Ker pravzaprav na dušni ravni se vsi poznamo. In ko govorimo o soulmate in teh povezavah, ki so globje, ki so močne, katerim se ne da upreti. Eni odnosi so karmični in tam resnično ponavadi gospa karma reče: Pridite nazaj, vidva, tukaj se zdaj usete pa se zmenite. Ko pa govorimo o ljubezni, ko govorimo o dogovoru dveh duš, pa ne govorimo vedno o filmskem razpletu, a ne da ne. Se zgodi, verjamem, da vi ali nekdo, ki ga vi poznate, ima izkušnjo za seboj, tiste res intenzivne ljubezni, globoke ljubezni, močne čustvenosti in potem mogoče tudi razočaranja. Kar pa ne pomeni, da se dajte bati tega, kaj ni bolje, da imate to izkušnjo za seboj, kot da je nimate. Mnogo ljudi hodi okoli po svetu na pol otopelih. Kaj ni bolje, da smo nekaj doživeli, če tudi smo bili na koncu razočarani, kot da te izkušnje ne bi imeli. Torej, ko govorimo o dušah dvojčicah, ko govorimo o sorodnih dušicah, ni to vedno samo srečna zgodba, kar pa ne pomeni, da se ne bo nujno srečno končala. Torej, vsi tisti, ki pa imate mogoče še iz lanskega leta kakšno slabo izkušnjo za seboj, v mojih svetovanjih vas je kar nekaj, zato toliko mogoče temu le zdaj namenjam več časa. Veliko vas je takšnih, ko se je proti koncu lanskega leta in v začetku letošnjega leta izkazalo, da pač to ni to, kar ste mislili, da je. Februarja bom na nek način rekla, bodo maske padale, ampak ne tiste maske, ne manipulativne maske, ne preračunljive maske, ampak dejansko vse to, kar leži znotraj nas in kar mi mogoče nismo opazili, ne zaznavamo, sami ne vidimo. A veste, ko v hiši stojimo, je ne vidimo. Zdajle vi me ne vidite, jaz se ne vidim. In velikokrat je v življenju podobno, preprosto se ne vidimo, preprosto še nismo dotaknili neke globine, neke lekcije, nekega delčka nas. In te stvari bodo prihajale iz podzavesti ven. Seveda bo na drugi strani lahko občutek, da se je nekdo pretvarjal, da se je nekdo lagal, da je nekdo bil preračunljiv, celo spletkarski. Ni vedno tako. Se pravi, če boste vi na tej strani, ko vas bo nekdo zelo presenetil, pa se boste mislili, kje se je pa zdaj to vzel, dajte se mogoče spomniti na moje besede, da mogoče ta oseba si isto misli, hudirja, odkot pa tole? Mogoče boste to vi, mogoče boste v določeni situaciji se odzvali na način, ki je vam popolnoma nenavaden, nepoznan. Celotno leto 2021 konec koncev nam prinaša take situacije. Saj veste, kaj bom rekla. Pejte vase. Pejte vase, razmislite, analizirajte, kdaj ste se prvič tako počutili. Kaj je bilo tisto, če se le da spomniti prvo, doživetje v življenju, ki je bilo podobno. Občutek. Tam leži odgovor. Mogoče je treba tisto drobno deklico, drobnega dečka, preprosto potolažiti in povedati, da je vse v redu. Ne glede na to, kakšno otroštvo imamo za seboj, ne glede na to, koliko razočaranj, izgub, težkih trenutkov imamo za seboj, smo še vedno tukaj.
In verjamem, da smo že marsikaj presegli v življenju, čeprav smo se v danem trenutku počutili, kot da to pa ne zmoremo. Koliko je situacij v vašem življenju, v katerih ste bili mnenja, da vi pa temu ne boste kos, ali pa da ne morete, ali pa da je preveč, pa ste se počutili grozni, pa ste se počutili morda sami, zapuščeni, pa ste kar zmogli, a ne? Saj ste še vedno tukaj. Morda še niste povsem ven iz tega cikla, morda se zdravljenje še ni zaključilo, ampak kakorkoli, tukaj ste. Se pravi, ste zmogli in ste močni. In jaz rada ponavljam, ko se nam nekaj slabega zgodi, ali je to izguba, ali je to karkoli že, seveda se v danem trenutku ne počutimo močni. Saj se ne moremo, kar ne pomeni, da nismo močni. Če mogoče zelo plastičen primer vzamemo, ko smo v prometni nesreči, če nas avto povozi, imamo polomljene kosti, končamo na urgenci, na intenzivni negi, se borijo za naše življenje. Seveda se takrat ne počutimo močni. Kar pa ni nujno, da ne bomo tega presegli ravno zato, ker močni smo. Okay? In ta občutek, da je nekaj pretežko, da je nekaj preobilno, da je nečesa preveč, bi se lahko pojavil aprila. Torej, zdaj je februarja, ko se bo iz naše podzavesti, tele naše senčke, ki bodo imele žur, pričele pojavljati. Tukaj je treba ta občutek, da je vsega preveč, pa da je nemogoče, pa da nismo dovolj dobri, ustaviti. Ker to je samo misel. To je samo mnenje. Glejte, nekomu je morda všeč, da imam temne lase, nekomu bi bilo mogoče ljubše, da imam svetle lase. V končni fazi mnenje nekoga o mojih laseh ne določa mene, ne določa mojih las. Mnenje vas v tem trenutku, da ste premalo dobri, prestari, premladi, takšni, drugačni, ne vpliva na to, kdo ste vi. Vpliva pa na to, kaj boste s tem počeli. In to je ena taka velika lekcija meseca februarja, torej kaj boste storili s vsemi temi informacijami, mogoče kritikami, mogoče občutkom, da niste dovolj dobri, da niste dovolj še dosegli v življenju, ali boste to vzeli kot spodbudo, ali boste to vzeli kot kritiko in se boste zavlekli v en kot in se boste smilili sami sebi. To je izziv meseca februarja. Dvojka, o kateri smo že velikokrat govorili, je tisto število, ki prezentira obe plati zgodbe. Se pravi, dobro, slabo, belo, črno, ima tukaj nekaj veliko sivine. Torej tudi v mesecu februarju ne bo veliko odtenkov možnosti različnih, bom rekla, doživljanj, mnenj. Seveda naše misli bodo imele veliko zamisli, idej in mnenj, ampak vi kot vi ste pa vi in v vas je celoten svet. Celoten univerzum, in tako velik mozaik, ki ni samo črn in ni samo bel. Se pravi, če vam nekaj na sebi ni všeč, ne pasti v to vlogo, grozen sem, tega še ne znam ali pa grozna sem, ampak si rečete, to pa to mi gre, tukaj pa še rabim delo. Konstruktivno se dajte lotiti teh stvari. Aj prav. Torej, februar bo vse prej kot dolgočasen, toksični odnosi bodo v ospredju, čustveni vampiri bodo v ospredju. Veliko bo situacij, v katerih boste v vsakodnevnih situacijah se mogli srečati z ljudmi, ki so čustveni vampirji, in veliko situacij bo, v katerih boste spoznali, da morda nekdo v vaši bližini je čustven vampir, morda boste kakšne, bom rekla, lastnosti tudi pri sebi prepoznali. In v pomoč je tale knjigica, Čustveni vampirji. Ta knjiga je fenomenalna. To knjigo jaz menim, da bi mogli vsi prebrati že v osnovni šoli, vsaj dvakrat, ker zelo dobro razloži različne tipe čustvenih vampirjev, različne tipe manipulacij, kaj storiti, če to pri sebi prepoznate, kako spremeniti komunikacijo, če je na drugi strani taka oseba, se pravi, če so to vaši starši, otroci, partner, sodelavec, šef, sosed. Kajti vedno v življenju ne moramo pobrati stvari, dati jih v culo in oditi, torej kako se soočiti s takimi osebami, kako jih razumeti. Knjiga je napisana super humoristično, jaz se vedno zraven tudi nasmejam, lahko si jo pa naročite tudi na moji spletni strani. Torej, resnično priporočam za vse tiste, ki boste pa mogoče se ujeli v situacijah, v katerih ne boste vedeli več kako naprej, čim se vprašate, kdo je tukaj zdaj nor, kaj je sploh res, zakaj se sploh gre, je velika verjetnost, da je na drugi strani čustveni vampir. In to razumevanje meni dala ravno tale knjiga. No, ko govorimo pa o numerologiji, ko pa govorimo o mojem delu, pa vam je na voljo tudi posebna osebna analiza, postavite se zase, ki jo pripravim za vas glede na vaša osebna števila
in pomagam razumeti, kaj je tisto, česar se učite v odnosih, kako se postaviti za sebe. En delček je namenjen ravno čustvenim vampirjem, ravno ljudem, ki radi izseljujejo, kako jih prepoznati, kako z njimi komunicirati, kako se obraniti pred tem. Torej, če pa bi želeli nekaj malo bolj osebnega, pa seveda tudi vabljeni, vam z veseljem pomagam. Februar je tisti, ki nam bo prinesel veliko možnosti raziskovanja sebe, seveda pa zato potrebujemo nekoga drugega, potrebujemo odnos, situacijo, nekaj, kar nas bo k temu spodbudilo. Torej, če ste za, jaz bi zdaj naredila še pregled od 1 do 9 in vam na hitro še svetovala glede na vaše število življenjske poti, kaj tale februar prinaša. Torej, tisti, ki tega še ne poznate, hitro seštejte svoj rojstni datum do ene same cifre. Se pravi, toliko časa seštevate ta števila, da dobite eno samo številko. Video lahko ustavite, pa si pomagate s prsti ali pa z mobitelom poiščete kalkulator. Torej, toliko časa seštevate, da je to ena sama cifra. Tisti, ki imate enko, izvrstno se znate postaviti sami za sebe. Lekcija tega meseca pa je druga plat zgodbe. Se pravi, kaj pa, če bi bilo ravno obratno res? To ne pomeni, da ste se vi zmotili, to ne pomeni, da počnete nekaj narobe, pomeni, da boste prehiteli lekcije, ki vam jih februar prinaša. Torej, kaj pa, če bi bilo ravno obratno res? Kaj pa veste, mogoče vam bo pa všeč? Tisti, ki imate število življenjske poti 2, vi pa zelo dobro znate razumeti obe plati zgodbe. Zaradi tega je tudi zelo dobro znate razložiti nekomu drugemu. Fantastični mediator ste na nek način kot prevajalec. V tem mesecu je pomembno, da sebe umestite ali na to plat zgodbe ali v to plat zgodbe. Kje ste zdaj vi? Kje v tej sivini ste vi? Kdo ste vi? Kakšna oseba želite biti? To je rdeča nit februarja za vas. Število življenjske poti 3, pred vami je mesec, v katerem bi vam lahko malo domišljija nagajala. Čisto vsak komentar, čisto vsaka gesta morda niti ni vam namenjena in morda tudi ni mišljena kot napad. Mnogokrat kakšno preprosto pripombico ali pa besedico razumemo narobe. Tudi vsaka beseda, ki je izrečena, ni nujno obljuba in tudi vsaka obljuba ni nujno izpolnjena. Velikokrat ste namreč razočarani, ker verjamete v dobro v ljudeh, kar je fantastična lastnost, kar je super. Ampak včasih ste ravno zaradi tega tudi razočarani. Torej, zdaj vzemite malo s kančkom rezerve stvari, ki vam bodo obljubljene ali izrečene. Število življenjske poti 4. Pred vami je čas, ko bo potrebno pokukati preko ograje, preko omejitev, preko vsega tega, kar vi verjamete, da je res. Podobno bom rekel tudi vam. To ne pomeni, da ni res, to samo pomeni, da je še celoten spekter na tem. Poglejte zdaj le mene, jaz sem tukaj, za mano gledajte, kakšna senca je. Tukaj v neznanem se skriva sporočilo za vas. Ne samo v podzavesti, za vas tudi v neznanem. Torej raziskujte. Tisti, ki imate število življenjske poti 5, pred vami je mesec, v katerem vam bodo sicer prijale spremembe, ampak boste imeli občutek, da ste nekako prikovani. Kadarkoli se ta občutek ujetosti ali nezmožnosti spreminjanja in dinamike pojavi, se dajte vprašati, če se vas uči. Kajti to, da se nekje počutite ujeti ali pa da ste pod prisilo nekje, pravzaprav pomeni, da ste predali moč nekomu drugemu. Nekje v neki točki ste se odločili tako, da ste pristali tu. Se pravi, na tej točki, ki ste zdaj, se pričnite odločiti drugače, da boste pristali tam. Ne bo pa verjetno šlo čez noč, torej potrpežljivo. Število življenjske poti 6. Pred vami je čas, ko boste lažje razumeli ljudi, predvsem iz preteklosti, katerih do sedaj niste. Ni vaša naloga njih razumeti, ni vaša naloga biti terapevt, ni vaša naloga biti če mogoče zelo, zelo pretiravam, mati Tereza. Vaša naloga je, da v tem mesecu poskrbite za sebe. Torej, da ste nežni do sebe, da se odmaknete od vseh tistih ljudi, ki vašo dobroto izkoriščajo. Tisti, ki imate število življenjske poti 7, pred vami je čas, v katerem se bodo skristalizirale določene stvari. V nekaterih situacijah vam bodo dali celo prav, se pravi, občutek bo super. V nekaterih situacijah pa boste videli, da ste mogoče preveč ozko stvari gledali, se pravi, vsa ta neka gmota informacij, katere do sedaj še niso prišle do vas, bi se lahko sedaj pojavile, torej bodite pozorni. Število življenjske poti 8, pred vami je čas, ko bi vam lahko nekdo zelo pomagal. Se pravi, pojavili se bodo ljudje, ki vam bodo svetovali, ki vam bodo stali ob strani. Vaša naloga je, da se temu odprete. V smislu ste mnogokrat takšne
vsaj tiste, ki jih jaz poznam, da zelo rade vse naredite same, v tem trenutku to ni potrebno. Tukaj smo zato, da se med seboj povezujemo, da si med seboj pomagamo, torej odprite se sprejemanju in tudi pomoč seveda ponudite. In še 9, pred vami je mesec, ko boste uzrli drugo plat sebe. Drugo plat vaših lastnih odločitev, drugo plat vaše preteklosti, drugo plat sveta, se pravi, kot bi se nekako na glavo vse skupaj postavilo. Torej, če se vam bo življenje kar naenkrat zazdelo, da je malo čudno, se potolažite, da je to samo februar. Marca potem bo sicer malo vam nagajala domišljija, ampak bojo pa občutki popolnoma drugače. Se pravi, tisti, ki bi se vam stvari lahko premaknili na način, da imate občutek, da zdaj pa več nič ni v redu, ni čistko, ok? Torej, dragi moji, februar je tukaj, mesec ljubezni, Valentinovo. Poseben prispevek pripravljam tudi o numerologiji in ujemanju in kompatibilnosti, kako nam lahko tukaj numerologija pomaga. To bo video, ki bo prišel ven, jaz upam, da že naslednji teden, se pravi v prvem tednu februarja. Namreč, število življenjske poti, torej rojstni datum, nam pomaga razumeti, kako se razumemo z nekom na poslovnem področju, na prijateljskem področju, se pravi tudi govorimo o odnosih med prijatelji, kolegi, sodelavci, sosedi, odnosih, ki so sicer pogosti, niso pa nujno globoki. Ko pa govorimo o teh najbolj globokih odnosih, prej smo omenili sorodne duše, twin flame in tako naprej, pa govorimo o osebnem številu, ki mu rečemo število duše. Poleg tega videa je tudi link, kako ga lahko zračunate na moji spletni strani in si ga pogledate. Naredila bom pa, kot rečeno, še en poseben prispevek o tem, katera števila gredo skupaj, česa se učimo in kako lahko tukaj numerologija zelo pomaga, ker je en tak Google Translate, s tem rečem. Včasih se preprosto med seboj ne razumemo in numerologija je tako fantastično orodje, ki nam lahko pri tem pomaga. Torej, dragi moji, jaz se vam bom zahvalila za vašo družbo. Merkur je retrograden, kar je čutiti tudi v mojem govoru. Naj vas ne zmoti, če boste imeli februarja občutek, da ste naredili en korak naprej, pa 2 koraka nazaj, pa 4 korake vstran. Saj šport je pomemben, v bistvu nabirate kondicijo. Včasih na tistih poteh, na katere smo stopili, da bi se izognili nekim stvarem, se zaletimo točno v tisto, kar potrebujemo. In velikokrat nas usoda ali tisto, kar je resnično ključnega pomena v našem življenju, čaka ravno tam, kjer se nam zdi, da se tukaj se mi pa res nič ne more zgoditi. Torej, preprosto uživajte na popotovanju, vas samih, kajti vi ste tisti, ki živite svoje življenje, ki ste živi, ki ste tukaj in sedaj, ki ste pomembni. Torej, februar bo prinesel veliko nekih nijans, odkril marsikaj, razkril marsikaj do sedaj skritega, predvsem dajmo dihati. Dajmo prepoznavati tudi tisto, kar nam ni všeč, zato da to lahko spremenimo, brez da bi bili sami na sebe jezni. Jaz vam želim en fantastičen drug mesec in komaj čakam, da se vidimo tudi že v napovedniku za mesec marec. Ne pozabite, da me lahko vsak ponedeljek spremljate tudi na ETV ob 8 zvečer v novi TV oddaji Začnimo teden z Lili Sorom, v katerih se bomo posvetili tudi februarju, tudi ljubezni, tudi Valentinovemu in zraven našteli tudi, kaj nam v danem tednu čaka. Torej, dragi moji, dihati, čez za sebe si vzeti in predvsem uživati v temu, da ste točno takšni, kot ste, ker ste super. In veste kaj? Še boljši boste.